Volvo še naprej suvereno nastopa v segmentu velikih SUV-jev, kjer se mešata prestiž in uporabnost. Včasih smo se navduševali nad velikim XC90, ki ga je zdaj doletela prenova, no pred kratkim pa je ta dobil še električnega brata z oznako EX90. Kljub številki 90 pri obeh modelih ne gre za isti avto, saj sta zgrajena na različnih platformah. Če uporablja XC90 na papirju že staro, več kot 10 let je namreč ta generacija na cestah, je pri EX90 popolnoma nova, ker gre v tistem primeru za električni avtomobil. Povem samo zato, da jo ne boste mešali, ker jaz vozim zdaj še bolj tradicionalni XC90, ta je torej za tiste, ki imate še vedno radi klasiko. Tega poganja turbobencinski dvolitrski štirivaljnik, ki so mu ob prenovi dodali še 48-voltno omrežje, s čimer je postal blagi hibrid, da je vse skupaj malo bolj odzivno in da se lepše zaganja motor, potem ko se ponovno vklopi. Čeprav bi marsikdo pomislil, da je takšen motor nekaj majhen za ta avtomobil, ima vseeno 184 kW moči, to je 250 konjičkov, do 100 pa pospeši vsega 7,7 sekunde, tako da počasen ravno ni. Je pa za zahtevne rešitev v bistvu zelo preprosta. Različica T8. Tole je priključni hibrid, ki ima 335 kW moči, to je 455 konjev in 709 Nm navora, zato vleče kot bik. To veste zdaj, ker sem vam povedal, sicer pa razlik najverjetneje niti ne bi opazili. Ker je številka 90 pri Volvu rezervirana za največje modele, je seveda XC90 zelo velik. Samo 5 cm manj od 5 metrov ima in se mi zdi, da na parkirišču kar požre ostale avtomobile, ker je tudi visok in širok. To se pa pozna potem tudi v prostorni notranjosti. Se mi zdi, da se jaz kar izgubim tukaj notri, ampak je okolje tako prijetno, da v bistvu sploh nočem ven. Velikokrat nas sprašujete, če se res splača doplačati za še en avto denarja, za v bistvu močnejši motor pa bolj bogato opremo, če se pa z obema avtoma potem lahko odpelješ od točke A do točke B. No, kdor se tako sprašuje, se mu seveda ne splača, kdor ceni vse, kar dobi za dodaten denar, bo pa nedvomno zadovoljen. Dobro, eno je večja moč, drugo pa vse te malenkosti, recimo res hudi materiali tukaj noter, ali pa ozvočenje Bowers & Wilkins, že v tistem B5 je ozvočenje Harman Kardon precej dobro, tole pa špila, da ti kar srce zaigra. Zaslona v času pretiravanja pravzaprav sploh nista velika. Ta tukaj pred mano ima 12,3 palca, ta sredinski pa celo samo 11,2, pa se mi pravzaprav nikoli ni zdel premajhan. Sam bi sicer imel nekaj več fizičnih stikal, ker se skoraj vse opravlja preko tega zaslona, nekaj so jih pa vseeno pustili. Te tukaj so mi všeč in všeč mi je, da so v bistvu pustili tudi klasična stikala tukaj le na vratih. Sedež ima pa res vrhunsko masažo, sploh se nikamor ne pelje več brez vklopljene, zato sem se tudi sam zagrebil za T8, ker testni B5 nima te masaže. V tem avtu boste dobro sedeli tudi zadaj, ker je okolje prostrano in zelo svetlo, imata pa oba tokrat na XC90 7 sedežev, če bo tamle zadaj treba prepeljati še koga bolj za silo. Za oblazinjenje so uporabili recikliran poliester, torej plastiko, s čimer v bistvu želijo poudariti, kako pomembno je za Volvo okolje. Medtem ko je najbolj fancy oblazinjenje tako napa usnje, ki v bistvu tudi zelo lepo diši. Saj dišijo pravzaprav vsi novi avti, ampak v Volvih je vedno en tak specifičen von, zelo diši, pa ga ne znam definirati. Poznavalci boste takoj prepoznali novo masko, ki deluje moderno in skladno, še vedno pa mogočno in prepoznavno. Nove so tudi matrične luči, ki se prilagajajo prometu, no tiste zadaj so pa malenkost zatemnjene. Zanimivo je, da dodatne pakete opreme imenujejo Bright in Dark, pa najprej nisem vedel, kaj s tem sploh mislijo, ker ta ima bolj svetlo notranjost, tist pa bolj temno, pa je ta v bistvu Dark, no potem sem se pa podučil, da v bistvu to velja za vse te letvice tudi okrog vrat. Evo, tukaj so črne, tam pa kromirane. Hecno je, da ima zdaj najmanj 20-palčna platišča, ki že na različici B5 izgledajo zelo dobro, ne pa tako dobro kot 22-ke. Jasno. Če je izgled res najpomembnejši, potem boste izbrali takšna, se pa z manjšimi lepše pelje, to je dejstvo. Lepše pobira vse luknje, tudi večje, čeprav imata oba v mojem primeru zračno podvozje, ki sicer vrhunsko deluje in ga absolutno priporočam.
Volvo še vedno nima posebne želje biti dinamičen in športen, kar je velika prednost, da je potem vožnja lahko bolj udobna in umirjena, čeprav se z ovinki tudi ta precej uspešno spopada. Ena razlika, ki jo takoj opazim, je, da je takšen T8 skoraj 300 kg težji od B5, ker ima še en motor na elektriko tamle zadaj. Predvsem pa baterijo. Bruto grevanje 18,8 kWh energije, od tega je uporabne 14,7 kWh, nameščena je pa na sredini, da ne krade prostora prtljažniku, ki je ostal 650 litrski. Polni se z 11 kW na izmeničnem toku, ker je danes že en normalen standard, doseg na elektriko pa je v teoriji do 72 km, medtem ko smo mi po zimi v tišini prevozili okrog 40 km. Zanimivo je, da imata oba 4-kolesni pogon, ampak v popolnoma drugačni izvedbi. Če ima B5 bolj klasičnega s sklopko Haldex, ki po potrebi prenaša navor še na zadnji kolesi, sta motorja pri T8 povezana samo z žicami, tako da ob dovolj polni bateriji deluje samo zadnji, ki poganja torej zadnji par koles, po potrebi pa se vključi še sprednji bencinski, ki ima prav tako 2 litre prostornine, ampak večjo moč. Seveda je ta bolj prijeten zapeljati, ker bolj nežno in mirno speljuje, ter veliko bolj odločno pospešuje, ampak za normalno vožnjo res ne rabiš 455 konjev. Ja, gre. Vem, da tudi tako velikega avtomobila ne potrebuje vsak, ampak velik SUV je danes praktično na vsakem spisku želja. In Volvo ima tukaj zelo dobrega predstavnika, ki je kot največje hollywoodske zvezde na rdeči preprogi v svojih najboljših letih.